Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni oddaji Skrbimo za zdravje, v kateri se podajamo v Splošno bolnišnico Celje. Podrobneje bomo predstavili v današnji oddaji prepoznavanje in obvladovanje bolezni prebavil, zato v tem trenutku v moji družbi tudi lepo pozdravljam dr. Tadejo Pačnik-Vižintin, specialistko interne medicine usmerjene v gastroenterologijo v Splošni bolnišnici Celje, kjer dela na oddelku za bolezni prebavil. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lep pozdrav, hvala. Pa morda za začetek poveva našim gledalkam in gledalcem, kaj sploh je gastroenterologija? Gastroenterologija je področje, ki obravnava, prepoznava in zdravi bolezni prebavil. Je del interne medicine, v bistvu pa zajema bolezni prebavnih organov, kamor štejemo požiralnik, želodec, dvanajsternik in celotno tanko črevo, debelo črevo. In pa potem še organe hepatopankreatobiliarnega sistema, to so pa jetra, žolčnik, žolčni vodi in trebušna slinavka. Katere storitve v Splošni bolnišnici Celje opravljate v okviru gastroenteroloških dejavnosti? Ja, v naši bolnišnici imamo velik internistični oddelek gastroenterološki, kjer so običajno hospitalizirani bolniki, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje ali diagnostiko naših bolezni, včasih tudi kakšni drugi bolniki iz interne medicine glede na prostorske potrebe. Potem imamo ambulanto gastroenterološko, potem pa izvajamo še usmerjene preiskave iz našega področja, kamor sodijo gastroskopija, kolonoskopija, ultrazvok trebuha v različnih niansah, tudi nekatere usmerjene ultrazvočne preiskave, potem ERCP, to je preiskava, s katero poslikamo žolčne kanale in je možna tudi terapevtska obravnava, da se odstranjujejo kamni iz žolčnih cevčic, ki nastajajo oziroma zdrknejo žolčnika in mašijo, takrat ljudje postanejo rumeni, to se pravi, se to lahko najprej prepozna in potem tudi pozdravi na ta način. In pa delamo tudi endoskopski ultrazvok, to je pa tudi v bistvu nekoliko novejša metoda, preiskava, ki je podobna za bolnika gastroskopiji, ampak je na koncu aparata en tak ultrazvočni aparat, ki zelo natančno pokaže ravno te skrite organe, ki se z recimo navadnim ultrazvokom preko maščobe, mišic in vsega, kar trebušna stena vsebuje, slabše vidijo. Preko želodčne stene pa zelo dobro lahko na ta način opredelimo trebušno slinavko in njene bolezni, žolčne cevke, ki se tam ulivajo, dvanajsternik, in je postala zelo pomembna dopolnilna preiskava pri bolnikih, ki imajo tozadevne težave. No, v nadaljevanju bova tudi malo bolj podrobno in na široko predstavili tudi vsako od njih. Še prej me zanima, katere so najpogostejše pravzaprav bolezni prebavil, s katerimi se ljudje srečujejo, soočajo? Ja, zdaj v bistvu bolezni prebavil ali pa težave strani prebavil so v splošni populaciji zelo pogoste. Saj že iz prakse vsi vemo, da recimo, če dobiš nek virus, je to zelo pogosta stvar, otroci zbolevajo, domov prinesejo, to so ti razni gastroenterokolitisi, ko bruhamo, driskamo in vsi vemo, kako neprijetni in nelagodni so. Običajno so to stanja, ki sama izvenijo in ne rabijo neke dodatne obravnave v smislu diagnostike. Potem je zelo pogosto v svetovni populaciji so razne, se reče, funkcionalne motnje, ko pride do nekih kroničnih težav strani prebavil zaradi nekega nepravilnega mogoče gibanja prebavne cevi, kamor tudi spadajo težave z zgago, potem neko napihovanje v trebuhu, kronična bolečina, lahko tudi kronična driska, ne pomeni neke resne gastroenterološke bolezni, ampak je lahko to samo funkcionalna motnja, zaprtja in nelagodni občutki v trebuhu. In v bistvu so te motnje zelo pogoste, hkrati pa tudi zelo zahtevne za zdravljenje, če ne najdemo nekega dodatnega organskega vzroka, ki ga mi lažje pozdravimo, kadar ga najdemo. Vsak človek se v življenju s tem sreča, tudi zgaga recimo je nek normalen simptom, ker je odvisno od tega, kaj pojemo, kaj smo popili, kakšno življenje imamo. Bolezensko stanje je to samo takrat, kadar je teh težav preveč in človek s tem ne more funkcionirati.
Prebavila so tudi odvisno od psihe, to vsi vemo, nekateri zelo odreagiramo z psihogenimi simptomi, a ne? In ob vsakem stresu imamo neko nelagodje v trebuhu, Tako. ali nam je slabo. In pa tudi od hrane odvisni, ne? Če jemo mi hrano, za katero vemo, da povzroča nelagodje, tak bolnik ne potrebuje bolnišnične ali pa zdravniške obravnave. To je normalen pojav. Se pravi, imamo bolezni prebavil, ki na nek način izzvenijo slej kot prej, imamo pa tudi bolezni prebavil, ki se jih je pa treba konkretno lotiti pri zdravljenju. Kaj, ne? In to zdravljenje verjetno potem tudi kar nekaj časa traja. Ja. So tukaj ušteta tudi, ne vem, zdravljenja, ki jih lahko ima nekdo skozi celo življenje? Res je, ja. So določene bolezni, ki jim rečemo kronične, pomeni, da se nikoli povsem ne pozdravijo. Namen naše obravnave pa je, da take bolnike spremljamo, da preprečujemo zaplete in da dejansko poskušamo z zdravili olajšati njihove težave, izboljšati kvaliteto njihovega življenja in, kot sem že rekla, preprečiti zaplete, do katerih bi lahko prišlo, če mi tega ne bi zdravili. Tak primer predvsem so te kronične vnetne črevesne bolezni, ki so pogoste oziroma značilne za mlade ljudi, ali pa celiakija, ali pa nekatere druge bolezni, ki dejansko terjajo doživljenjsko spremljanje in vodenje v naših ambulantah. In pri vseh teh raziskavah seveda pomagajo gastroenterološki pregledi, ali so ti boleči? Zdaj, gastroenterološki pregled kot tak pomeni v osnovi pregled pri zdravniku gastroenterologu, to pomeni bolnik ima neke težave z našega področja strani prebavil, pride pa k nam na pregled, z bolnikom se pogovorimo, ga fizično pregledamo, splaniramo laboratorijske in druge slikovne preiskave. To, kar ste pa verjetno vi mislili, so pa te naše bolj natančne preiskave, endoskopske, gastroskopija, kolonoskopija, sta lahko neprijetni, predvsem je odvisno od tega, kakšne težave bolnik ima, oziroma tudi, če je že imel v področju teh organov, ki jih preiskujemo, tudi kakšne operativne posege ali druge bolezni. S tem se pač lahko stopnja bolečine poveča, ampak rada bi res povedala vsem bolnikom, mi težimo k temu, da so naše preiskave čim manj nelagodne. Predvsem kolonoskopija, ki je bila tak bav vsa leta, je postala zelo sprejemljiva in tudi ljudje povejo, da dosti manj boleča, odkar imamo novejše, mehkejše aparature, spremenila se je tehnika dela, saj pri nas v bolnišnici večina zdravnikov upravljamo tako tehniko, da je preiskava manj boleča, manj zraka vpihujemo. Za vse tiste, ki pa imajo res pretiran strah ali pa neko hudo bolečino, že ko mi začnemo s preiskavo, je pa v bolnišnici vedno možnost neke sedacije, to pomeni, da dobijo zdravila, da se malo umirijo, zrelaksirajo in pa tudi mogoče malo dremajo, da se tega potem ne spomnejo. Problem teh sedacij je samo ta, da bolnik potem ne more sam domov z avtom, mora imeti spremstvo, pa nekje 2 uri po preiskavi nekje odleži pri nas, zato ker nadzorujemo te osnovne vitalne funkcije dihanja in krvnega tlaka. Drugače pa ta možnost v bolnici vedno obstaja in se jo tudi poslužujemo kar pogosto, kadar je to potrebno. In da bo jasno, mi ne moremo priti v bolnišnico kar na gastroskopijo ali kolonoskopijo, predtem moramo seveda k zdravniku, gastroenterologu, da nas napoti in točno ve povedati, kam pa zdaj kdo mora glede na težave. Ja, v bistvu to je ena možna pot, je pa tudi druga možna pot, če so recimo nekatere težave zelo alarmantne, ni potrebno čakati na pregled pri gastroenterologu, lahko že osebni zdravnik bolnika napoti na neko specifično preiskavo, če sumi, da je težava z tega področja. To je v bistvu celo bolj pogosta pot, sploh za take stvari, kjer se mudijo. Saj vemo, pri nas zdaj čakalne dobe v celi državi, za vse stvari se podaljšujejo in če je neka stvar alarmantna, je prav, da gre bolnik direktno na neko preiskavo, ki je potrebna. Omenili sva prej gastroenterološke preglede, ki pa se potem delijo, seveda, kot sva rekli, na vse ostale. Kako dolgo recimo traja en kolonoskopski pregled? Zdaj recimo, to, ko pacienti vprašajo, koliko časa traja kolonoskopski pregled. Zelo različno je odgovor. Mi recimo v SWIG programu, ki je zelo standardiziral
kolonoskopijo in postavil neke visoke strokovne zahteve tudi za kolonoskopijo, imamo za eno kolonoskopijo predvidenih 45 minut časa, ampak to ne pomeni za preiskavo, da traja toliko časa. V ta čas je vštet to, da bolnik pride v ambulanto, se z njim pogovoriš, podpiše soglasje k preiskavi, naredimo preiskavo, napišemo izvid bolniku, vse obrazložimo. Nekatere preiskave trajajo samo 10-15 minut. Pomembno je, da preiskava vseeno ni prekratka, zaradi tega, ker so dokazali, da mora biti nek določen čas, ki si ga zdravnik vzame, da res vse natančno pregleda. Ker če je ta čas prekratek, je procent spregledanih stvari lahko prevelik in preiskava ni kvalitetno izvedena. Zato nekje 15 do 20 minut je čist razumljiv čas preiskave. Je pa res, da če pa se pri preiskavi najde neke stvari, neke velike polipe, ki jih potem mi odstranjujemo, se pa to lahko podaljša. Se pravi, katere bolezni lahko potem odkriva gastroenterološki pregled oziroma v tem primeru potem konkretno bolezni odkriva gastrološki pregled, kolonoskopski pregled, potem, ko smo mi napoteni naprej, ne? Ja. Zdaj govoriva o endoskopijah. To pomeni pregled želodca, dvanajsternika ali debelega črevesja z endoskopijami. To je en del gastroenterologije, ko mi pregledujemo tako imenovano votlo prebavno cev. Gastroskopija ali ezofagogastroduodenoskopija, kot se pravilno reče, pomeni, da pregledamo z aparatom cel požiralnik, cel želodec in začetni del dvanajsternika, kjer je v bistvu največ te patologije, ki zajema zgornja prebavila. Najbolj pomembna, mislim, pri tej preiskavi mi odkrivamo različne bolezni, od vnetij do ran na želodcu in na dvanajsterniku, seveda do rakavih bolezni. Potem obstajajo nujne preiskave, ko človek krvavi iz zgornjih prebavil, pa iščemo vzrok krvavitve in te krvavitve tudi ustavljamo. To pomeni, da to ni samo preiskava, ampak je tudi neke vrste zdravljenje. Velikokrat se je včasih zgodilo, ko še endoskopija, ko še gastroenterologi nismo imeli tako razvitih tehnik, da so morali biti bolniki, ki so krvaveli, so rekli včasih čira na želodcu ali pa na dvanajsterniku, operirani. Zdaj teh operacij praktično ni več, ker mi z našimi endoskopskimi pregledi, to se pravi pri gastroskopiji, v bolnišničnih pogojih tako krvavitev enostavno ustavimo. Imamo zdravila, ki jih dajemo v krvaveče rane, imamo posebne šive, klipe, rečemo kovinske, s katerimi te rane lahko zapiramo, žile zapiramo in predvsem za bolnika je to zelo pomembno, da sicer preiskava sama ni tako prijetna, seveda da ne, ampak je veliko bolj enostavno na tak način bolniku pomagati, ko pa da je treba trebuh prerezati pa operirati in potem veliko okrevanje bistveno boljše. Kako se po vašem mnenju ljudje pravzaprav sploh v zadnjem času odločajo za nek takšen pregled? Se dovolj pravočasno ali smo še vedno med tistimi, ki se nekako doma tolažimo, saj bo bolje, dokler je že skoraj prepozno? V praksi vidimo vse sorte. Nekako pri kolonoskopijah, predvsem ko smo SWIT program začeli izvajati, ki je to res standardiziral in poenotil za celotno državo, se je videlo, da recimo veliko ljudi, predvsem moških, ima še vedno probleme s kolonoskopijo, zaradi tega, ker je to vsekako neko poseganje v intimni prostor in imajo do tega neko psihološko zavoro. Ženske mogoče se nekako bolj oddajo v ta sistem, to je pač narava ženske taka, ženske tudi že so navajene, da hodijo v ginekologu, ki je prav tako poseganje v nek intimni prostor in tukaj nimajo toliko zavor. Je pa res, da k sreči, ko se je program SWIT začel, je bil naš trend, da bi bila odzivnost na ta program zelo visoka, v smislu več kot 60% povabljenih, ker samo na ta način ti potem zagotoviš nek dober rezultat. In k sreči lahko rečemo, da se tudi ta odzivnost nekoliko izboljšala v zadnjih letih, kar je zelo dobro in pohvalno in predvsem je to tudi posledica tega, da se o teh stvarih več govori, da se te stvari detabuizirajo, da to več ni nek tabu, da je to zelo pomembna stvar in da to ne jemljajo kot neko nelagodje, ki ga človek ne more prenesti. Preiskava se čisto lepo prenese in zelo pomembno je, da se to naredi, tako za pregled želodca kot črevesja. Lahko ti pregledi odkrivajo tudi bolezni jeter?
Sama gastroskopija pa kolonoskopija načeloma ne. Za bolezni jeter je prva slikovna preiskava ultrazvok, ki je najbolj dostopna in tudi za bolnika najmanj moteča in ne nevarna in se lahko tudi ponavlja, tako da se vidi dinamika. Jetra, z ultrazvokom jeter mi pač opišemo, ali so jetra povečana, kakšna je njihova struktura, če so v jetrih kakršnekoli nenormalnosti v smislu nekih nepravilnosti, se najbolj bojimo, rečemo fokalne lezije, pomeni neke tumorske formacije, pogleda se žolčnik, če so žolčni kamni ali žolčni konet in pa trebušna slinavka, kolikor se vidi. Za te organe je ultrazvočna preiskava dobra. Če smo v dilemi ali pa nas zanima več ali pa ultrazvok sam ne pokaže dovolj, pa naredimo za te organe, o katerih sem zdaj govorila, nadaljna preiskava je CT slikanje ali magnetna resonanca. Kako pa pravzaprav najlažje prepoznamo neko bolezen ali pa nasplošno bolezni prebavil, še preden obiščemo zdravnika, da nam pri tem pomaga in nam pove še kaj več? Kakšni so simptomi ponavadi? Ja, zdaj glede na to, da med bolezni prebavil štejemo različne organe, so tudi simptomi različni. Zdaj tako eno splošno je zelo težko reči, posploševati. V bistvu, če imamo bolezni votlega prebavne cevi, to se pravi požiralnika želodca, zgornja prebavila je najpogostejši simptom, ali so slabosti, ali lahko tudi bolečina za prsnico, zgaga, neko tiščanje v žlički, bruhanje, bruhanje krvave vsebine, to so že alarmantni znaki. Zatikanje, ko človek požira trdo hrano, pa se mu nekje za prsnico ustavlja, to je alarmantni znak, tak bolnik takoj rabi pregled zgornjih prebavil. To so recimo zgornja prebavila. Potem so neki splošni znaki, bolnik se ne počuti dobro, postane slabokrvn, je utrujen. To so znaki, ki se kažejo nažalost pa pri različnih boleznih in samo iz teh znakov ne moramo mi sklepati, da gre eksplicitno za bolezen prebavil. Kar se tiče spodnjih prebavil v smislu debelega črevesja, so znaki lahko, da se bolniku, ki je imel prej normalno odvajanje blata, pojavi ali driska, ali zaprtje, ali kri na blatu, to so tudi alarmantni znaki. Bolnik začne hujšati ali se mu trebuh napihuje, ima krče, bolečine, to so predvsem znaki, ali pa se celo pojavi kri med samim odvajanjem, tak bolnik sigurno rabi neko dodatno diagnostiko. So lahko bolezni prebavil kakorkoli povezane z našim DNK-jem ali, kot radi rečemo, jih morda lahko malček podedujemo? Ja, delno, bom rekla. V bistvu ni direktne dedne povezave za veliko bolezni prebavil, tako tudi za druge bolezni, ampak obstaja neka družinska nagnjenost. To se pravi, v družinah, pri katerih vemo, da se pojavlja rak na debelem črevesju in ga je bilo recimo več kot v splošni populaciji, se zdaj že da z določenimi genetskimi preiskavami ugotoviti, da ta družina nosi nek gen, ki povzroča prekomerno predispozicijo oziroma nagnjenost k raku. To ne pomeni, da človek, ki ta gen ima ali pa iz take družine izhaja, bo absolutno zbolel za neko rakavo boleznjo, ampak samo, da je nekako bolj kot splošna populacija k temu podvržen. Tak bolnik si potem mogoče zasluži bolj izrazito spremljanje v smislu preventive. Če govorimo o raku na črevesju, recimo pri družinah, kjer se pogosto pojavlja rak na črevesju, takim družinskim članom svetujemo, da že 10 let prednje je nekdo od staršev zbolel, opravijo prvo kolonoskopijo. To se pravi, ne čakajo na nek svit program, nek presajalni program ali pa da se jim pojavijo težave, sploh ne, ampak da se že 10 let, recimo, če je mama imela v starosti 55 let raka, mora tak otrok, oziroma se svetuje, že nekje pri 45 letih opraviti prvo kolonoskopijo in potem glede na najdbe, če tam najdemo kakšne polipe, mi svetujemo, kakšna bo nadaljnja obravnava. Tudi celiakija ali kronične vnetne črevesne bolezni so v bistvu predisponirane. Enako. To se pravi, v družini, kjer se ta bolezen pojavlja, smo bolj pozorni, če bo še kdo zbolel, prej pomislimo na to diagnozo. Ni pa to neka direktna dedna linija, da bi sigurno vsi potomci zboleli, to pa ne.
Deva se v nadaljevanju še mečkano bolj podrobno dotakniti gastroskopije. Pa morda za začetek, kot sem vas vprašala, kaj je gastroenterologija, vas pa zdaj sprašujem, kaj je pravzaprav gastroskopija. Ja. V bistvu gastroskopija je preiskava, osnovna preiskava za pregled zgornjih prebavil, kot sem že rekla, v bistvu je naredila velik razvoj v diagnostiki in zdravljenju vseh bolezni zgornjih prebavil. Izvajamo jo z gastroskopi, to so posebni aparati, ki nam omogočajo, da z neko cevjo, ki je mehka in gibljiva, skozi usta pridemo do organa, ki nas zanima, to se pravi požralnik, želodec in začetni del dvanajsternika. Pregledamo vso sluznico in opazujemo, če je zdrava ali so na njej kakršnekoli bolezenski znaki. Na koncu tega aparata je v bistvu videosistem, tako da mi potem sliko preko ekrana gledamo ob samem aparatu. In dejansko imamo možnost spreminjanja barve slike, povečevanja določenih delov, da si določene predele lahko tudi bolj natančno pregledamo za kakšne začetne bolezenske znake, predvsem v smislu začetnih rakov. Vsak ta aparat pa ima tudi, rečemo, delovni kanal, skozi katerega lahko mi potisnemo določene inštrumente, recimo kleščice za odvzem vzorcev sluznice, igle za aplikacijo zdravil, šive, kot sem prej omenila, da lahko zaustavljamo krvavitve. Tako da v bistvu je to preiskovalna metoda, hkrati pa tudi terapevtska metoda za zdravljenje določenih stvari. Kdaj se odločimo za gastroskopijo, oziroma verjetno nam jo določi pač naš zdravnik, kaj ne, oziroma specialist? Ja. Zdaj, gastroskopija se svetuje pri ljudeh, ki predvsem imajo neke težave, ki trajajo že nekaj časa. To pomeni, če te en dan boli želodec, ne bo šel takoj na gastroskopijo. Odvisno je tudi od let pacienta, ne? Če so ljudje starejši, od 40 let, recimo je že večja pojavnost lahko tudi kakšnih resnih bolezni, se mogoče prej odločimo, kot pa pri povsem mladih ljudeh. Tako. In pa glede na to, kako hude so težave. Obstajajo nekateri alarmantni znaki, kot sem že tudi prej rekla. Če človek bruha kri ali odvaja črno mazavo blato, je to znak, da nekje krvavi iz zgornjih prebavil. Tak bolnik absolutno rabi urgentno obravnavo. Če človek hujša ali ne more požirati hrane, ker se mu zatika, ali če bruha, pa ne more več nič pojesti, ker vse gre iz njega, pa to ni povezano z neko virozo, ki jo imajo drugi člani doma, tudi si zasluži gastroskopijo. Če postane nenadoma slabokrvn, ob tem, da normalno je, pa iz blata dokažemo, da nekje krvavi, si zasluži prav tako najprej gastroskopijo, če tam nič ne najdemo, še kolonoskopijo. Enako se za pri gastroskopiji v bistvu to so glavne indikacije. Ali pa če sumimo na kakšno celiakijo, da potrdimo diagnozo. Vse te diagnoze potrebujejo gastroskopijo. S to preiskavo lahko pravočasno odkrijemo tudi raka na želodcu ali požiralniku? Lahko. Nažalost so te bolezni takšne, da se prepozno odkrivajo zaradi tega, ker v začetnih stadijih ne delajo nekih pravih kliničnih težav. Da ljudje sploh ne vejo, da že v njihovem telesu raste neka bolezen, ki je rakava. In ko se težave pokažejo, je že običajno bolezen fejst razsejana. To se pravi, ko človek začne bruhati kri, mi najdemo običajno že ogromen tumor, ki ga je potem zelo težko zdraviti. So pa določena stanja, pri katerih bi mi radi sledili bolnike, zato da preprečimo ali pa da najdemo raka v zgodnji fazi. Bolniki, ki imajo recimo ponavljajoče se zgage in potem na gastroskopiji mi najdemo neke spremembe, ki vemo, da so predrakave na končnem delu požiralnika, take mi sami naročamo na neke redne kontrole. Enako je z želodcem. Vsi ste že slišali za Helicobacter pylori bakterijo, ki povzroča kronične vnetne spremembe v želodcu in pri določenem majhnem procentu bolnikov lahko enkrat v prihodnosti povzroči raka. Tudi take bolnike, če pridejo do nas, mi potem redno spremljamo glede na okvare, ki jih najdemo v želodcu in glede na histološki izvid. Mi pri takih bolnikih vzamemo vzorce tkiva, tkivo pregleda patolog in potem se vidi, ali je aktivna okužba ali so že kakšne spremembe v sluznici za tega kroničnega vnetja, ki terjajo neko spremljanje.
Tako da v bistvu Helicobacter pylori je za želodčnega raka znana vzročna povezava in v bistvu se teži k temu, da če ima bolnik kakršnekoli težave, da se ta bakterija pozdravi. Celo je v poteku ta pilotni projekt, da bi vse mladostnike stestirali in vsak, ki bi bil pozitiven, bi bil ozdravljen, saj se Slovenija še vedno šteje med države z visoko pojavnostjo raka želodca, čeprav ta pojavnost zadnja leta na srečo pada. Ja, zelo dober nasvet, no, glede na to, glede na podatke, ki ste jih omenili, se pravi, predvsem pravočasno odkrivanje raka na želodcu oziroma požiralniku je zelo pomembno. Ja, v bistvu pri vseh rakavih boleznih, praktično na vseh organih velja to, da v zgodnejši fazi, ko raka ugotoviš, lažje ga je zdraviti. Tako. In manj je tudi obremenjujoče za bolnika. V bistvu, tako da če jaz svetujem samo to, da če ima bolnik neke konstantne težave ali pa predvsem te težave alarma, ki smo jih povedali, da se zglasi na endoskopijo, gastroskopijo v tem primeru, da mi določimo, ali ima okužbo s Helicobacter pylori, ali jo je potrebno zdraviti in tudi na to, glede na to, ali imajo v družini raka na želodcu, recimo mi potem izluščimo te bolnike in jih potem nekje na 3 leta redno spremljamo, vsakič vzamemo vzorce tkiva, ki se pregledajo pod mikroskopom in potem lahko ocenimo, ali je stanje stabilno ali pa moramo biti pozorni. In v bistvu vsaka najmanjša sprememba na sluznici, ki jo vidimo, je potencialno lahko žarišče za vznik nekega karcinoma pri takih bolnikih, ki imajo histološko dokazane te spremembe, ki vodijo v raka. In je možno v prvi fazi te spremembe tudi kar pri gastroskopiji odstraniti. To se pravi, bolnik ne rabi operacije, ne rabi potem nobene kemoterapije, kar je absolutna prednost. Pri vseh napredovalih rakih želodca ali požiralnika pa je potem potrebno kemoterapevtsko in potem operativno zdravljenje, kar je sigurno teže in cenovno višje, tudi z tega vidika moramo gledati. Zdaj, omenili ste pravzaprav eno to pravočasno odkrivanje prav zaradi tega, ker je korakov potem dosti manj, kar se zdravljenja tiče, ne? In tudi spleni so boljši, preživetje je boljše in pa kvaliteta življenja bolnika je boljša. Kako pa je z jemanjem redne terapije pred preiskavo? Ja, zdaj za naše preiskave, gastroskopijo in kolonoskopijo je podobno, ker mi vzamemo vzorce tkiva, pomeni, da naredimo neke ranice drobne v sluznici, ki potem lahko krvavijo. Smo pozorni predvsem na zdravila za rečenje krvi, ki jih bolniki prejemajo pred preiskavo. Ta zdravila morajo biti ustrezno ukinjena. To damo tudi navodila. Zdaj v bistvu za rečenje krvi sta 2 glavni skupini zdravil. Ena preprečuje strnjevanje trombocitov, druga so prav antikoagulantna zdravila, ki jih jemljajo vedno več bolnikov. In ta antikoagulantna morajo biti 2 dni prej ustrezno ali 3 dni prej glede na ledvično delovanje bolnika ustrezno ukinjena. Če bolnik teh zdravil ne ukine in pride na gastroskopijo, mi preiskavo sicer lahko naredimo, mi lahko pogledamo, ampak če je potrebno imati kakšne vzorce, odrezati kak polip, je pa potrebno priti ponovno. Je lahko gastroskopija kakorkoli nevarna? Se lahko kaj zgodi med preiskavo? Teoretično možno tudi je gastroskopija lahko nevarna, predvsem za teh krvavitev, kot sem povedala. Če recimo mi režemo neko spremembo na sluznici, v glavnem so to polipi, odrežemo, naredimo rano, to je tako, bi bila ena minimalna operativna tehnika in vsaka taka stvar lahko krvavi. Isto kot na koži, če imamo neko rano. Zdaj problem prebavil je ta, da mi ne moramo recimo pritisniti na mesto krvavitve, pa krvavitve ustaviti, ker vemo, da to pomaga, če se nekje na koži urežemo, ampak je to nekje v votlem organu. In dejansko ta kri potem teče v prebavila in se na koncu prebavil pokaže kot črno, tako smolasto blato, ker se ta kri razgradi v debelem črevesu in se pojavi kot neko črno, lepljivo, črno-rdeče blato. To je vedno alarm, da nekdo krvavi z zgornjih prebavil. Tako da to je najpogostejši zaplet. Običajno se te krvavitve same ustavijo, je pa včasih potrebno, da človek pride v bolnišnico, da ga malo opazujemo, včasih tudi potrebuje kako transfuzijo krvi, ali pa da moramo ponovno narediti endoskopijo, pa to krvavitev mi sami fizično v želodcu ali pa v požiralniku ustaviti. Tako da to so možni zapleti. Ja.
Najbolj skrajni zaplet je, da bi prišlo do predrtja želodca. To je tako redko, ampak v vseh teh zloženkah, ki jih imamo, mi moramo to tudi omeniti, zato ker bolniki to morajo vedeti. Predvsem, če bi bila kakšna stanja po operacijah ali pa kakšna nenormalna anatomija želodca ali pa požiralnika, da bi počlo, ampak jaz se ne spomnim tega primera, no, da bi zgornja prebavila počla, nekako ne. Črevo nekoliko prej vidimo, ja. Se moramo na gastroskopijo kakorkoli pripraviti, se pravi biti tešč, kakšen dan prej ne jemati, jesti, piti česarkoli in tako naprej? Ja, zdaj za gastroskopijo je zelo pomembno, da je želodec prazen. Ko mi gledamo vsako najmanjšo spremembo na sluznici, si lahko predstavljate, da če ne vidimo dobro, potem tudi ne moremo sigurno reči, da sprememb ni. Zdaj problem, običajno se 6 ur vsaj je fajn, da je bolnik tešč, popije lahko kako bistro tekočino in popije svoja redna zdravila. Kava in mleko so že odsvetovani, ker naredijo oblogo in se potem vidljivost zelo poslabša. Dobro. Problem so pa določeni ljudje, predvsem sladkorni bolniki, ki so znani potem, da imajo nekako slabšo praznjenje prebavil in včasih ta hrana tudi dalj časa zastaja. Ali pa če človek uživa kakšno hrano, ki je, rečemo, že po domače težka in dalj časa ostane. To so lahko kakšne gobe, kislo zelje, fižol, vsa ta zelenjava, ki ima neke olupe, lahko dalj časa ostane in malo moti to preglednost. Take stvari je fajn, da se človek izogne, pa 6 ur, da je tešč. Vodo, torej ste rekli, da lahko popijemo? Ni treba pretiravati za tega, ker potem ta voda, če je popita tik pred preiskavo, pa če je večja količina, mi z aparatom pademo tako v en bazen in jo moramo dejansko, mi imamo možnost to tudi posrkati med preiskavo in odstraniti. Jaz vam jo zdaj le privoščim, tudi vam, kar naredite požirek brez skrbi. Medtem, ko vas vprašam naslednje vprašanje, gastroskopija torej poteka preko ust, torej oralno, kaj ne? Kaj pa nazalna gastroskopija? Kakšna je pravzaprav ta? Nazalna gastroskopija je preiskava podobno kot gastroskopija, s tem, da je aparat malo tanjši, poteka pa preko uvedemo aparat skozi nos, potem zgornji del žrela in potem v želodec. Zdaj v naši bolnišnici je ne izvajamo, izvajajo določeni privat centri. Zakaj? Zaradi tega, ker mi v bolnišnici vseeno nekako obravnavamo najtežje bolnike, tudi krvavitve in neke urgentne zaplete. Pri takih posegih je pa pomembno, da je aparat ima dovolj širok delovni kanal, da lahko tudi ustavljamo krvavitve in tudi sama površina optike je nekoliko večja. Povejo pa tisti, ki to počnejo in izvajajo, da nekateri ljudje lažje prenesejo ta tanjši aparat, predvsem v predelu žrela, ker ta aparat, ko gre mimo jezika, navaden gastroskop, mimo jezika v žrelo, pa potem dol v požiralnik, nekatere tiste, ki imajo zelo močen žrelni refleks, tukaj moti in se jim kar naprej dviguje in je ta del preiskave, ko mi aparat uvajamo, v bistvu za njih najtežji. In te bi naj nekako lažje prenašali tisti skozi nos. Je pa res, da če ima kdo deviacijo nosnega pretina ali kakršnekoli bolezni nosnega prostora, pa ponovno spet malo omejena preiskava. Tako da v praksi se manj uporablja, kot pa klasična gastroskopija. Se pravi, v splošni bolnišnici Celje je edina pot skozi usta? Tako. Kaj storite v primeru, da, ne vem, pride pacient, ki pa enostavno ne more na tak način opraviti gastroskopije? Se vsake toliko časa tudi zgodi, je res. V bistvu se mi vedno poskušamo z bolnikom najprej pogovoriti, zato ker pomembno je, da nas posluša in sodeluje. Moram pohvaliti naš sestrski tim, so zelo, zelo stimulativne, zelo lepo z bolniki ravnajo, tudi bolniki povejo, ker to je pomembno, da se bolnika poskuša umiriti, dotakniti in mu povedati, da ne bo nič hudega. Največji problem tule v žrelu je ta, ker ko dobiš nekaj v usta, imaš občutek, da se bo zadušil. Tako. To tudi bolnikom povemo, da je pot za dihanje povsem prosta, da gremo mi v drugo odprtino in po oceni več kot 90% bolnikov to enostavno prenese in ni problem. Če pa je res velik problem, pa se skaže, da nekdo to ne more, je pa ponovno možnost sedacije, kot sva se že prej pogovorili, bolniku nastavimo kanal, dobi zdravilo, malo naredimo preiskavo in potem odleži pri nas 2 uri in gre domov.
Ni tako hudo, kot se morda zdi na prvo žogo, ne? Seveda ni prijetno, tudi zobozdravnik ni prijeten, ampak če vemo, da je to pomembno in za nas potrebno, jaz mislim, da so strahovi preveliki še vedno in ljudje, ko pridejo, povejo, sploh ni bilo hudo, ali pa predvsem za kolonoskopijo, jaz sem mislila, da bo težje, jaz sem mislila, da je težje, potem pa so zelo pozitivno presenečeni. No, in ko sva že ravno pri kolonoskopiji, dajva povedati še nekaj o tem, tako kot pri gastroskopiji, kaj je sploh kolonoskopija, kakšna je razlika in tako naprej. Ja. Kolonoskopija je podobna preiskava kot gastroskopija, namenjena pa je pregledu debelega črevesja, kjer v bistvu se poskušamo izogniti nastanku raka, ki je pogost. In v bistvu je to edinstvena in edina možna preiskava, pri kateri mi lahko potrdimo, najdemo raka na črevesju in odstranjujemo polipe, ki so v bistvu znane predrakave spremembe. Odkrivamo tudi druge bolezni, sama preiskava pa zgleda tako, da gremo z nekoliko daljšim aparatom, kot je gastroskop, skozi danko in pregledamo celotno debelo črevo in še končni del tankega črevesja. In vas bom enako vprašala, je ta raziskava tudi kakorkoli lahko nevarna? Podobno je možno, da se recimo zgodi kakšna krvavitev ali pa da predremo črevo. To se v praksi sicer res redko zgodi, takrat je potem zdravljenje, če se črevo predre, večinoma operativno. Če je poka zelo majhna, se včasih tudi sama zalepi, ampak tak bolnik potem potrebuje hospitalizacijo. Pri odstranjevanju polipov se tudi zgodi, da dobimo potem čez 2, 3 dni, 5 dni, pride človek nazaj, ker krvavi iz črevesja. Ravno ta teden smo imeli eno tako bolnico, ko je imela pač nekje od zunaj upravljeno kolonoskopijo. Večina teh krvavitev se sama ustavi in ne rabi nekih terapevtskih ukrepov, razen opazovanja. Če pa krvavitev prehuda, pa mi ponovno poskušamo narediti preiskavo do mesta, kjer je ta krvavitev bila in jo ustaviti, v bistvu dobesedno rano zašijemo po domače. In za kolonoskopijo se spet ne odločamo sami, seveda nam to priporočajo specialisti, strokovnjaki, naši zdravniki. V kakšnih primerih? Ja. Zdaj, kolonoskopija je potrebna, če se najprej opredelim na mlade ljudi. Mladi ljudje zbolevajo za to kronično vnetno črevesno boleznijo, to je kronično vnetje debelega in tankega črevesja, ki se kaže z hujšanjem, z bolečinami v trebuhu, s krvavimi driskami in driskami, ki trajajo več kot ta navadna bakterijska ali virusna driska. Tak bolnik v mladi dobi potrebuje kolonoskopijo, na katero jo lahko napoti ali specialist gastroenterolog ali tudi osebni zdravnik. V starejši dobi so bolezni, ki se jih najbolj bojimo, je rak na črevesju, kot sem že povedala, in je v bistvu kolonoskopija namenjena bolj temu, da se odkriva predrakave spremembe, da se odstranjuje polipe. Zato je bil tudi razvit ta presejalni program, o katerem bomo verjetno še kasneje tudi kaj povedali. V bistvu je pa pomembno, da gre na kolonoskopijo človek, ki se mu spremeni način odvajanja blata, kot sem že prej rekla. To pomeni, da nekdo, ki je prej ves čas normalno odvajal, se začne pojavljati neko zaprtje, ki mu sledi lahko driska, ali se pojavi sluz, kri na blatu. To so znaki, ki vodijo do tega, da je potrebno pregledati črevo, ali človek ima hude bolečine v trebuhu, krče, napihovanje. Kako pa ravnamo po tem, ko se odločimo oziroma ko pride do kolonoskopije, ko je ta končana, kako ravnamo po tem? Zdaj, sama kolonoskopija v bistvu ne obremeni precej človeka. Včasih smo mi, zdaj morate vedeti, za kolonoskopijo se je potrebno pripraviti v smislu, da je črevo prazno. In črevo, ko je prazno, enostavno, ker je to mehka stvar, plava v trebuhu, pade skupaj, kolabira. Zdaj, če mi hočemo to pregledati, dejansko mi dajemo zrak z aparatom, ga pihamo v črevo, da napihnemo črevo kot en balonček, zato da se vse te gube raztegnejo, da mi sploh vidimo, kaj gledamo. In ta zrak je potem tisti, ki lahko moti bolnike. Zdaj, včasih so se preiskave delale na ta način, da takoj, ko si dal aparat v črevo, si začel fejs razpihovati. Mi že zdaj v naši bolnišnici več kot mogoče 5 let sigurno delamo na ta način, da dajemo namesto tega prvotnega zraka vodo, ki potem sama steče ven in se črevo nič ne napihuje. In je za bolnike dosti bolj ugodno, dosti manj zoprno, boleče in tudi po preiskavi so veliko prej
normalni. Zdaj, ko mi končamo preiskavo, poskušamo ta zrak še malo izprazniti, nekega z aparatom ven potegnemo. Pomembno je, da bolnik še na mizi, na kateri preiskava poteka, ta zrak poskuša sprazniti, po domače prdniti iz telesa. Ta zrak je brez vonja, ker je črevo čisto, ker je ta zrak iz aparata, tako da to ni nobenih, ljudje imajo to zadevno zadržke, ampak jih res stimuliramo, da se ta zrak še na mizi na koncu preiskave čim bolj izprazni iz črevesja, preden vstanejo, zato, da se to splahne. In potem v bistvu pridejo domov, zaužijejo lahek obrok hrane in naslednji dan živijo normalno. Se pravi, črevo mora biti prazno, brez zraka celo, kot ste dejali, kaj ne? Zdaj, ko mi... Če se le da. Ja, to mislite po preiskavi. Brez zraka, zato da nas ne napihuje. Ker to tiščanje, vsak od nas ve, kak je, ko te kdaj napihne, če ješ kako tako hrano. To je zelo boleče lahko in neprijetno. In če v bistvu mi iz debelega črevesja po preiskavi tega zraka ne spraznimo, lahko ta zrak tudi gre v više področje proti tankemu črevesju, kjer pa potem prav tako napihuje in dalj časa traja, da se še tam izprazni. In preden pridemo na kolonoskopijo, moramo vedeti kaj. Enako kot pri pri kolonoskopiji je predpriprava bolj zahtevna. Zaradi tega, ker sama funkcija črevesja je taka, da v bistvu iz te hrane, ki jo mi pojemo, debelo črevo potem še posrka vodo, elektrolite in napravi ta iztrebek. In to se vedno bolj gosti, bolj kot gremo proti danki, bolj je to gosto in v bistvu mi moramo vse to ven ščistiti. Če hočemo preiskavo narediti, tako da mi pogledamo sluznico, mora biti črevo ščiščeno. In v bistvu je priprava namenjena temu, bolnik se začne pripravljati že en dan prej. Fajn pa je, da že več dni prej uživa bolj lahko prebavljivo hrano, pomeni brez nekih olupkov, predvsem poleti vidimo, da ljudje pridejo z groznimi peškami in olupki in paradižnikovimi olupi, kar zelo moti preiskavo, ker to so te balastne snovi, se zelo počasi izločajo skozi črevo. Po zimi kakšno kislo zelje, fižol, takšna hrana ni zaželena, vsaj teden dni pred preiskavo. Potem pa en dan pred preiskavo se prične intenzivno čiščenje po posebnem protokolu. V Sloveniji imamo, ker imamo dostopen donat, ki se je izkazal kot zelo dobro odvajalo. Se čistijo vsi bolniki z donatom. En dan pred preiskavo bolnik še lahko zaužije zajtrk, pa neko lahko kosilo, odvisno od ure preiskave, kdaj jo ima naslednji dan, ali pa samo čisto juho. Potem popije 2 litra donata, potem pa mora spiti te pripravke, ki so namenjeni čiščenju črevesja, ko v bistvu zelo hitro naredijo peristaltiko, poženejo to blato ven in kot ena milnica operajo črevo. To so različni preparati, imamo tudi malo različne izkušnje, ampak so pomembne ure, da se to popije, tako da bolniki naj se prosim res držijo navodil, ker te ure so pomembne, točno mora biti pred preiskavo popito v tistem časovnem obdobju zato, da je takrat, ko se preiskava izvaja, črevo najbolj optimalno pripravljeno. Ker med želodcem in med debelim črevesjem je še nekje 3 do 5 metrov tankega črevesja, kjer tudi lahko ta blatna tekočina zastaja in če mi nepravilno spijemo praške, se ravno to blato potem izloči debelo črevo in nam onemogoča pregled. In vse te napotke vsak bolnik dobi posebej. Tako. Ni bilo potrebno zdaj zapisovanja, kaj vse morajo narediti. Ne, ni bilo potrebno, to jim pošljemo z vabilom, pa tudi sami pripravki imajo že navodila v lekarni, ko jih bolniki dobijo, te praške so navodila priložena. Prej sva pri gastroskopiji omenjali, da se z njo lahko odkrivajo tudi resne bolezni, kot so rak na želodcu, na požiralniku. Se lahko pri kolonoskopiji odkriva tudi kakšen rak, recimo na črevesju in tako naprej? Ja, to je smisel te preiskave. Edina preiskava, s katero lahko potrdimo raka na črevesju, je kolonoskopija. Druge boljše ni, včasih rečejo bolniki, a ne bi mogli kak CT ali pa ultrazvok. Te preiskave niso ekvivalentne, so dopolnilne. V bistvu, ko mi pregledamo sluznico, odkrivamo raka ali pa predrakave spremembe, to so polipi, za katere je znano, da v nekem časovnem obdobju, recimo 10 let, iz teh polipov potem zraste rak. In v bistvu smisel kolonoskopije je, da odkrivamo polipe in jih odstranjujemo, preden zrastajo v raka. Tako.
Kaj pomeni gastroskopija oziroma kolonoskopija v sedaciji in kaj v globoki sedaciji? Zdaj, sedacija je bolj blaga oblika nekega uspavanja, pomiritve bolnika. Sedacijo izvajamo tako, da kar med samo preiskavo zdravnik izvaja endoskopijo, to sem jaz, se odločim, katero zdravilo bomo dali in sestra aplicira. Globoka sedacija je pa v bistvu ena prava kot pri operaciji predpriprava, da bolnik potem res kompletno anestezijo dobi in je običajno prisoten še anesteziolog. Ta globoka sedacija je bolj rezervirana res za take posege, pri katerih mi vidimo, da res ne bo šlo, da bolnik ima neke številne operacije v trebušni votlini, anatomija povsem spremenjena. In običajno za globoko sedacijo se odločimo naknadno. To se pravi, to ni prva preiskava, ko jo prideš narediti, ampak se potem endoskopist in bolnik skupaj odločita. Običajno se globoka sedacija izvede na predlog gastroenterologa, ki dela preiskavo. Kaj pa ultrazvok trebuha? Kako ta poteka in kdaj je ta potreben? Ja, ultrazvok trebuha je pa preiskava, ki je pomembna za te solidne organe, pomeni čvrste organe v trebuhu, kot sem že prej rekla, za jetra, žolčnik, trebušno slinavko. Ultrazvok trebuha opisuje tudi ledvice, v bistvu, ki niso z našega področja, ampak jih vseeno vedno tukaj se pogleda. Pogleda se tudi prostato pri moškem, mehur, če je poln, z urinom se lepo vidi stena, rodila, orientacijsko, pri ženskah, bolj natančni je ta ginekološki ultrazvok pri ženskah, ampak za to prvo grobo oceno, ja. Vedno bolj se pa uveljavlja tudi ultrazvok črevesja. To je pa ena posebna preiskava, tudi sonda je malo drugačna, ko pa lahko mi, predvsem za spremljanje bolnikov z neko kronično vnetno črevesno boleznijo, sledimo vnetju ali gre za izboljšanje, poslabšanje stanja in tako dalje. Kaj pa pomeni ultrazvok jeter s kontrastom? Ja, ultrazvok jeter s kontrastom je nadgradnja ultrazvoka, ki ima zelo dobre rezultate, primerljive celo s CT s kontrastom. CT slikanje je radiološko slikanje, ima sevanje, vsebuje sevanje. Ultrazvok pa deluje na osnovi ultrazvočnih valov in za bolnika povsem nenavaren. In z ultrazvokom s kontrastom mi lahko določene stvari v jetrih ali pa v vranici ali pa v trebušni slinavki obarvamo. To se pravi, kontrast je vedno potreben za to, da neke, rečemo, nenormalne točkaste spremembe dodatno opredelimo. To se pravi, zdrava jetra nimajo noter nekih bunkic, nekih izbočen, prav tako zdrava vranica in drugi organi ne. Če mi vidimo, da se v jetrih nakazujejo neke, rečemo, omejene spremembe, je to vedno alarm. Bojimo se rakavih sprememb, metastaz in lahko so pa to povsem nenevarne nerakave spremembe, ciste ali pa določene žilne bulice, ki pa ne terjajo potem nobenega spremljanja več, ampak jih je samo potrebno pravilno opredeliti in tukaj nam ultrazvok s kontrastom zelo pomaga, ker je dosti bolj natančna ocena kot klasičen ultrazvok. Verjetno so to preiskave, ki potekajo popolnoma drugače kot preiskave, o kateri smo prej govorili, se pravi kolonoskopija in gastroskopija. Ja, ultrazvok je res enostavna preiskava, naredil je revolucijo v medicini in se vedno več uporablja, ker je to, imamo tudi zdaj že neke prenosne ultrazvoke, mi velikrat med bolnišnici uporabljamo ultrazvok pri hospitaliziranih bolnikih za eno hitro oceno, ali se nabira voda na pljuči, ali se nabira voda v trebuhu, opredeliš lokacijo. To so te obposteljni ultrazvoki, ki velikrat pomagajo zdravniku za neke hitre odločitve. Potem je pa ta natančen ultrazvok, ki je pač v bistvu čist nenevarna preiskava. Bolnik mora biti tešč, prav tako se svetuje, da en dan prej ne je neke težke hrane, zato da se prebavila čim bolj izpraznijo, ker prebavila in zrak v prebavilih motijo preglednost. Tisti, ko so zelo zaplinjeni, so potem slabši kandidati za ultrazvočno preiskavo. Pri tistih, pri katerih se pa dobro vidi, je pa ultrazvok odlična preiskava za te organe, ki sem jih opisala. In njegova prednost je tudi ta, da je dosti bolj dostopen, cenovno bolj ugoden in se lahko ponavlja. To se pravi, če je danes neko stanje, pa nas zanima, če se bolnik poslabša, lahko čez 2 dni ponovno ocenimo, bolnika s tem nič ne obsevamo in nič ne obremenimo.
Še tole vas vprašam, kaj je elastografija jeter in kdaj je priporočljiva? Ja, elastografija jeter je pa tudi v bistvu nadgradnja ultrazvočne preiskave jeter. V bistvu mi z ultrazvočnimi valovi merimo gostoto jetrnega tkiva, ker so jetra organ, ki pri neki kronični bolezni, vnetju, odreagirajo na ta način, da se tkivo vedno bolj brazgotini. To je v bistvu osnovni patološki mehanizem pri vseh teh kroničnih boleznih jeter. Najbolj poznano v Sloveniji je alkoholna jetrna bolezen, ki potem, če takšno vnetje traja več let, vodi v končno jetrno okvaro ali cirozo jeter, ko je pa te brazgotine že toliko veliko, da praktično zdravega tkiva ne ostane veliko. In takrat govorimo o cirozi jeter. In ta elastografija nam pri bolnikih, pri katerih vemo, da imajo neko jetrno bolezen, pomaga, da sledimo, kako ta fibroza napreduje. Te bolniki so, kot sem že rekla, alkoholna jetrna bolezen, alkoholiki, oziroma alkoholna jetrna bolezen, ki je kakor še vedno najbolj pogosta v naši državi od jetrnih bolezni. Potem so bolniki z kroničnim virusnim vnetjem jeter, hepatitis B, hepatitis C, in pa vedno bolj pogosto se pojavlja nealkoholna jetrna bolezen, steatoza, zamaščenost jeter v sklopu prekomerne telesne teže, sladkorne bolezni in metabolnega sindroma. Tudi te bolnike lahko potem, ko je stopnja okvare jeter že v smislu, da so jetra zabrazgotinjena, jih potem redno sledimo, tako kot tiste bolnike, ki imajo neko začetno jetrno cirozo. Taki bolniki potem rabijo redno spremljanje in tukaj nam ta elastografija pomaga. Ja, prej sva kar nekajkrat oziroma ste kar nekajkrat omenili program Svit, pa morda zdaj majčkeno bolj podrobno, na široko, kaj ta program sploh je, kako deluje, komu je priporočljiv in tako naprej. Ja, program Svit je v bistvu zelo pomemben državni nacionalni presejalni program za odkrivanje raka debelega črevesja in danke. Začel se je tam, mislim, da leta 2008-2009. Naša bolnišnica od vsega začetka sodeluje v tem programu, smo tudi promotorji programa. Namenjen je pa temu, da mi odkrivamo raka ali predrakave spremembe v zgodnji fazi. In v bistvu pri bolnikih, ki še nimajo nobenih težav. To je značilno za te rakave bolezni, tako sem že prej rekla, da ko se enkrat pojavijo neke hude težave, je običajno že zelo pozno in je rak že neozdravljiv. Zdaj, vsi ti polipi in rak na črevesju se običajno kažejo z neko krvavitvijo, ker so to žive strukture, v bistvu imajo takšno površino, to so neki izrastki iz črevesne sluznice, ko se tam premika preko njih blato in ta hrana, ki poteka skozi črevo, jih podrgne in oni zakrvavijo. In ta program Svit točno to lastnost uporablja, v bistvu se stestira kri v blatu, v tako majhni količini se potrdi, takšne krvi človek ne more opaziti, tudi če zelo natančno pregleduje blato, ki ga izloči, pa vemo, da večina ljudi to sploh ne počnejo, ne. To se pravi, mi določimo kri v blatu, ta test je takšen, da stestira in dokaže samo človeško kri, to se pravi, če ti ješ neko meso, jetra, krvavice, bo ta test negativen. Če je test pozitiven, pomeni, da nekje krvaviš iz črevesja. Ker je dokazano, da z leti v populaciji pojavnost raka raste, se je v bistvu določila neka meja, kdaj bomo ta program začeli izvajati. In za večino rakov se programi presejalni začnejo izvajati nekje okoli starosti pacienta 50 let. Bolnik takrat nima nobenih težav, misli, da je povsem zdrav. Potem pa mi take ljudi vse povabimo, to je približno 600 000 testov ljudi se povabi, in jih povabimo, da oddajo vzorec blata. Tisti, ki se odzovejo, potem pošljajo 2 vzorca blata v nek centralni laboratorij, kjer se ta test opravi, in če se v blatu dokaže ali v enem ali v drugem vzorčku kri, se bolniku svetuje, da opravi kolonoskopijo. Nesmiselno je dati še enkrat blato, včasih so to tudi osebni zdravniki na začetku napako delali, bomo pa še enkrat testirali, se bo pa zdaj mogoče negativno. Zakaj? Zato, ker če mi kri dokažemo, je treba videti, odkot človek krvavi. Normalno črevo ne krvavi, te polipi pa včasih zakrvavijo, ko so majhni, včasih pa tudi ne, tako da je lahko test tudi negativen, pa mi že imamo kakšne spremembe v črevesju. Zato se pa pri tistih, ki so negativni,
to ponavlja vsaki 2 leti. Neko časovno obdobje, to pomeni, če je bil prvič negativen, pa če ima že nek polip, bo mogoče čez 2 leti pa zakrvavel, takrat ga pa ujamemo. V glavnem bolnik potem dobi navodila, osebni zdravnik je tudi obveščen, bolnik je obveščen in se mu svetuje kolonoskopija. Zdaj lahko krvavi iz nekih hemoroidov, iz drugih bolezni, ni nujno, da tisti, ki ima pozitiven test, ima raka ali neko hudo diagnozo, včasih tudi nič ne najdemo. Ampak pomen tega programa je ta, da se je pojavnost raka črevesja precej zmanjšala iz 2. mesta, takrat, ko smo začeli, od vseh rakov v Sloveniji je padel na 4. mesto. Reši se nekje 200 življenj na leto, pa približno 300 ljudem na leto se prepreči diagnoza raka, ker mi te polipe, ki so manjši in še niso rakavi, odstranimo in preprečimo razvoj raka. Zelo, zelo lepi podatki. In prav na račun teh programov, ki jih ima zdravstvo v Sloveniji, lahko konec koncev odkrijemo dovolj zgodaj določeno težavo, ki nas pesti. Se pravi, da je tudi program Svit na nek način ena taka preventiva temu, kar bi lahko bilo. Program Svit se je izkazal res kot izredno dober program. Tudi odzivnost se je zdaj izboljšala. Odzivnost na vsak tak program mora biti več kot 60%, da zajamemo dovolj populacije, da smo uspešni. Imamo tudi promotorje, paciente, zato ker se je tudi pokazalo, da odkar imamo Svit program, če že mi odkrijemo raka, je ta v zgodnejši fazi. Velikokrat je dovolj, tudi sama imam veliko pacientov, ki so bili moji znanci, prijatelji, ki so prišli, nobenih težav, videl se je polip, ki je bil že 1 centimeter ali pa 2 centimetra velik, tak polip je že v veliki meri rakov, ga mi gastroenterologi pri sami preiskavi odrežemo, tak človek je pozdravljen, rabi samo sledenje, ne rabi nobene dodatne terapije. Če je rak že malo bolj razširjen, se operira, vse, kar je pa bolj razširjeno, je pa kemoterapija in to je za bolnika sigurno bolj obremenjujoče in tudi prognoza, 5-letno preživetje je pri takem napredovalnem raku slabše kot pa pri takem raku, ki ga mi najdemo na sami presejalni kolonoskopiji. Pa še pozvani smo, ne, po določenem letu, rekli ste po 50. letu smo pozvani. Po 50. zdaj se, v bistvu, ko smo začeli izvajati Svit program, se je testiralo vse ljudi od 50. do 70. leta starosti, vendar se je, mislim, da je 10 let nazaj ta starostna meja zvišala na 75, ker ljudje bolj dolgo živijo in smo včasih na začetku tiste, ko so še zelo dobri kondiciji, od 70. do 75. leta so bili ven spuščeni, no, zdaj so pa tudi te ljudje povabljeni, tako da. Morda za konec samo še, je mogoče zmanjšati bolezni prebavil s tem, da zdravo živimo, verjetno je, ne, zdrava prehrana, zdrav način življenja in tako naprej so verjetno tisti dejavniki, ki zelo vplivajo na to, ali imamo tudi svoja prebavila zdrava. Absolutno. Zdaj za rakove bolezni, kakor se svetuje, da največ lahko, če že imamo neko dedno predispozicijo ali pa neko nagnjenost k nekim rakom, da naredimo največ, kar lahko za sebe, je to, da se redno gibamo, uživamo dovolj balastne hrane, manj maščob, manj sestavljen teh enostavnih ogljikovih hidratov, manj slano in manj papricirano, oziroma manj težko hrano, kajenje, za bolezni jeter alkohol, tu pač poudarjamo alkoholno abstinenco, pač kakor se ljudje lahko držijo. Za vse ostale rake pa še za kožnega raka izogibanje soncu, debelost, poskušati znižati telesno težo in pa seveda redna telesna vadba in skrbimo za svojo dobro psihofizično kondicijo. Tako, dr. Tadeja Pačnik-Vižintin, lepa hvala za obisk v našem studiu, za vse te res zelo, zelo pomembne napotke, konec koncev tudi zato, da nam je zdaj gastroenterologija bližja in da ste nas konec koncev pomirili, da v teh raziskavah ni nobenega bavbava, so pa še kako zelo pomembne za naše zdravje in predvsem zato, da imamo en normalen življenjski slog še naprej, kaj ne? Res je, hvala za povabilo, pa še enkrat poziv pacientom, ne bodite prestrašeni, vse se dogovorimo in se potrudimo, da vam ni neprijetno. Lepa hvala in srečno na vaši osebni in poslovni poti. Najlepša hvala.
Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa tudi hvala za vašo pozornost. Novi oddaji za zdravje sledite spet kmalu, ko bomo spet izpostavili kakšno izmed bodisi problemov, izzivov ali bolezni. Prijeten dan še naprej.